Tokrat v občinskem informatorju. S 1. marcem začne veljati urnik soglasij za nadurno delo. Študentska organizacija predstavila nov zakon o urejanju položaja študentov. Skupina Nitke nas povezujejo podarila rokavčke pomagavčke. Razstava na Bregu. Urejanje optike in javne razsvetljave po zaselkih občine Destrnik. Podelitev za športnika leta na Ptuju. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo z stavko zdravnikov in zobozdravnikov, ki poteka že 7. teden zapored. V petek vstopi v veljavo umik soglasij zdravnikov in zdravnic za nadurno delo. Preverili smo, kaj to pomeni za organizacijo dela v zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor. Poglejmo v prispevku, kaj je povedal direktor. Zdravstveni dom Maribor je drugi največji zdravstveni dom v Sloveniji in organizacija dela je te dni izziv. Tisto, kar se je od prejšnjega tedna pri nas spremenilo, je to, da je 8 zdravnic, ki so podali umik soglasja za delo preko dogovorjenega časa, umaknilo ta umik soglasij, tako da imamo sedaj v bistvu 24 umikov soglasij, od 216 zaposlenih je to praktično 10%. A ko govorimo o številkah, gre za umik soglasij predvsem pri družinskih zdravnicah. Vemo, da teh pa že v osnovi primanjkuje. Da resnici na ljubo pa je od teh 24, 23 zdravnic, ki so družinske zdravnice. Seveda to pa je dobi 40-45% in to v perspektivi za nas pomeni izziv. Zdaj, glede same organizacije dela, seveda mi bomo normalno delali, kjer pričakujemo po naših scenarijih, ki smo jih pripravili. Izzive v prihodnje je vprašanje nadomeščanja odsotnosti zdravnic in zdravnikov v zdravstvenih postajah. Mariborski zdravstveni dom namreč ima kar na 50 lokacijah dislocirane enote. Pokrivamo 12 občin naših ustanoviteljic, pokrivamo področje 750 kvadratnih kilometrov in skrbimo za 100.000 ljudi. Tukaj pričakujemo izzive, vkolikor seveda bo ta stavka še trajala, in pa tudi pri nadomeščanju zdravnic v delu v domovih starejših občanov. To delo je zelo specifično seveda in te odgovornosti enostavno vsak ne želi prevzeti. Verjetno do sprememb bo prišlo, zato direktor vse paciente pozove. Vljudno prosim naše paciente seveda, da spremljajo urnik dela, ker mi se bomo prilagajali, kot rečeno, razpoložljivosti naših kadrov. Ob tem je treba izpostaviti še to, da lahko pride tudi do kakšnih izrednih odsotnosti, torej ali poškodb ali bolniških odsotnosti, in seveda to bo vse vplivalo potem na neki urnik dela naših ambulant. Tisto, kar bo vedno poskrbljeno, so naše dežurne ambulante in pa nujna medicinska pomoč. Tukaj smo dovolj veliki, da smo sposobni to in zagotavljamo to tudi sami. Vkolikor bi bilo potrebno, bomo dežurni ambulanti dodali še eno dežurno ambulanto. Dejstvo je, da toliko dela, kot bi ga bilo, če bi zdravniki delali nad ure v Mariborskem zdravstvenem domu, v tem obdobju ne bo opravljenega. Ob zmanjšanjem urnem delu enostavno ne moramo predpostavljati tudi, da bo lahko ob tem opravljen enak obseg dela, ne. In tisto, kar pač je prvo COVID, sedaj pa tudi ta štrajk razgalil krhkost funkcioniranja, delovanja samega zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki dejansko temelji na nadurnem delu. Si pa po večini vsi zdravstveni delavci želijo, da bi bila stavka čim prej končana, s tem pa sklenjen dogovor, da se uredijo razmere v zdravstvu. Študentske organizacije so predstavile predlog urejanja položaja študentov in dijakov v Sloveniji. Njihov predlog zakona vključuje 19 zakonodajnih ukrepov, ki bodo študentom pa tudi dijakom olajšali vsakodnevno življenje, od drugače urejene subvencionirane študentske prehrane do višje urne postavke študentskega dela. Predsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru je povzel najpomembnejših 5 področij od skupno 10, ki so del 19 zakonodajnih ukrepov, ki so jih študentske organizacije pripravile v predlogu novega zakona. Prvo bi izpostavil področje prehrane, kjer bi naredili nekaj sprememb glede samega sistema subvencionirane študentske prehrane. Torej študente
mislim, študenti pozivamo k temu, da bi lahko se subvencionirana študentska prehrana koristila skozi cel dan, tudi po noči, saj smo iz pobud študentov tudi zaznali, da študenti študirajo tudi v bistvu po noči. Tudi knjižnice so odprte, nekateri visokošolski zavodi, torej tudi dela, kar se tiče študentskega življenja, potekajo tudi seveda po noči. So tudi za dvig subvencije za študentsko prehrano na 5,17 evra, kar je revaloriziran znesek, ki jim ga je, tako pravi Bohar, obljubil minister Mesec lani februarja. Kar je v bistvu po domače od 4,5, kar je minister obljubil, plus inflacija in dobimo ta znesek subvencionirane študentske prehrane. Pa še apelirali smo skozi ta zakon oziroma apeliramo kot ŠOS, da ne bi imel študent samo toliko bonov na mesec, koliko je delovnih dni, ampak dejansko, ker študiramo cel mesec, da bi imel toliko bonov, koliko je dni v mesecu. Predlagajo tudi zvišanje minimalne urne postavke za študentsko delo. Menimo, da je prišlo pri izračunu do napačnih podatkov, bomo temu rekli, kar se tiče samega postavljanja, vemo, izračun minimalne urne postavke gre skozi povprečno bruto plače in se potem glede na ure dela tudi izračuna, ampak smo mi mnenja, da bi ta urna postavka mogla biti v bruto znesku nekoliko večja, in sicer 7,58 evrov, sedaj pa znaša, vemo, 7,21 evra. Odločevalce pozivajo še, da uredijo brezplačne prevoze z javnim potniškim prometom, dijakom in študentom. Seveda bi tu lahko malo se razbremenili tudi prometa z avti v mestnih središčih, tako da bi fajn bilo, da stremimo k tej bolj zeleni energiji. V večjih mestih se zdaj ukinjajo ambulante za študente, kar želijo rešiti drugače, saj študenti izgubljajo dostop do zdravnikov. Prav tako pa pri zavarovanju zdravstvenem, ki ga študenti imamo sicer do konca študijskega leta zastonj, v katerem dopolnimo 26 let. Ta številka, iskreno povedano, ne vemo niti odkot je prišla, zato predlagamo, da se to zadevo preuči in se pač umakne. Tak je naš člen oziroma naš predlog zakona. Težave pa vidijo tudi pri prispevkih, ki jih zdaj študenti morajo plačati ob vpisu na študij. Pred časom smo z tovrstnim zakonom prepovedali, oziroma je država ali pa študenti ali kakorkoli že obrnemo, odločevalci so prepovedali, da fakultete pa visokošolski zavodi zaračunavajo vpisnine. Ampak kar se je naredilo je to, da so visokošolski zavodi našli obvod in pač zdaj pobirajo prispevke, ki so celo večji, kot so bile včasih vpisnine. Morate vedeti, da tudi na Univerzi v Mariboru bomo drugo leto plačevali skoraj 50 evrov vpisnih stroškov oziroma prispevkov, bomo tako povedali, medtem ko je pred časom bil ta znesek mnogo manjši. V zakon so vključili pobuden rešitve problematik, na katere so jih študentje v tem času opozarjali. Pri sprejemanju zakona pa želijo pridobiti podporo vseh parlamentarnih strank in predsednice Državnega zbora. Članice Facebook skupine Nitke nas povezujejo so podarile skvačkane odeje in rokavčke pomagavčke stanovalcem doma Danice Vogrinec. Eno takšno odejo se kvačka kar 40 ur. Članice prosijo dobre ljudi za ostanke volne, tako da bodo lahko še naprej razveseljevale ostarele in invalidne. Odeje, s katerimi se lahko pokrijejo tisti, ki so na invalidskih vozičkih, in rokavčki pomagavčki so izdelki članic skupine Nitke nas povezujejo. So plod dobrote in ljubezni. Da se širi med generacijami, da ni vse plačljivo, da se nekaj podari in to nas osrečuje. Ženske rade kvačkajo, ogromno je takih, ki jim to pomeni ena meditacija in delajo od Evrope Done do, ne vem, od otrok do odraslih, starejših, vse generacije sestavljajo in pripravljajo te odejice. Začetnica in pobudnica projekta je Ana Petrič, letošnja Slovenka leta, z izkušnjami vodenja delovnih terapij, kjer uporabljajo tudi rokavčke pomagavčke. Na njih je prešito vse mogoče, od elastik, gumbov, tudi kakšen križec, ključ, da se dementni spomnijo in nekateri da štejejo, nekateri barve prepoznavajo, tako da vse je po teh
standardih izdelovne terapije. V Maribor sta tokrat pripeljali odeje, rokavčke in nekaj kap sestri, ki sta obe v skupini. Na Primorskem se je pravzaprav vse začelo, nato pa razširilo po vsej Sloveniji. V glavnem naš moto je, da razveselimo vsakega starostnika v domovih, da s tem, ko vidite, to so ostanki volne v bistvu. Mi porabimo vse ostanke volne, kar dobimo, in ki je tako cvetoča, polna energije, vemo, da se tudi spomnijo na lepe trenutke, ki so jih preživeli doma v svojem okolju, in to je nekaj največ dragocenega, kar lahko damo mi starostnikom. Eno odejico kvačkajo 35 do 40 ur, odvisno je od vzorca in kako vešča je ustvarjalka. Jaz v bistvu nisem nikoli tega delala. Jaz sem pred enim letom začela delati odejice in zdaj sem jih naredila že 65. To je zdrava joga za možgane. Jaz sem v računovodskem servisu, izredno napeto delo, cel dan, ampak zvečer, ko ti vzameš v roko kvačko in začneš to delati, pozabiš in greš izven svojega uma. To je v bistvu ena tudi terapija, taka zdrava terapija, ki pomaga v bistvu na en način še sočloveku, da nekaj ustvarimo. In medtem, ko one ustvarjajo, možje poskrbijo za razvoz odej in rokavčkov pomagavčkov, da jih nato lažje skupaj podarijo. Tako kot v Mariboru, kjer so jih z veseljem sprejeli. Sem jim hvaležna, da so mi dali, da mi je toplo, kot da me vypeljali. Kako vam je kaj všeč? Je topla, pisana? Ja, topla je, všeč mi je. Ja. Še enkrat hvala za njo. Rokavčke ste pa tudi videli, ne? Tiste rokavčke? Ja, pa tistega jaz ne rabim. Ja, naj imajo tisti, kdo rabi. Kaj vse je gor na tem rokavčku, ste že pogledali? Ja, zelo mi je všeč, pa izdelava mi je všeč, pa moram pohvaliti tiste, ki so to naredili. To pa res, ker tega jaz ne znam. Jaz lahko samo postrežem ljudi. Odejica je pa tudi verjetno, ne, takole za ven, za pokrit. Zelo dobro, ker še zdaj mi je toplo na nogi. Počutim se dobro, fino. Članice skupine Nitke nas povezujejo, bodo še naprej ustvarjale, a ob tem pravijo, da bodo hvaležne vsakomur, ki jim bo podaril volno, da bodo lahko naredile še veliko odej in rokavčkov pomagavčkov za tiste, ki jih potrebujejo. Ob odprtju kreativnega centra Breg so odprli tudi prvo likovno razstavo. Gre za prvo prireditev v novem kreativnem centru Breg. Podrobnosti pa v nadaljevanju. Ob odprtju kreativnega centra Breg je na ogled tudi prva likovna razstava v novi galeriji z naslovom Topologija prostora. Če smo se, da bomo predstavili 4 umetnike, ki so na nek način najbolj prisotni v tem prostoru in tudi tisti, ki so zagotovo največ prispevali k neki popularnosti te umetnosti. Seveda vsi 4 prihajamo iz različnih konceptov, vsak seveda goji neko svoje specifično slikarstvo. Sodelujoči umetniki so Dušan Fišer, Bogomir Jurtela, Gregor Stamastur in Branko Gajšt. Angelsko se danes počutim, še posebno zaradi tega, ker so odprli ravno na moj rojstni dan, tako da bo vedno ostalo v spominu ta čudovit dogodek. Torej tudi razstavljate nekaj vaših del danes, ker je otvoritev tudi razstave. Nam malo več poveste o tem, kaj prikazujete? No, jaz slikam predvsem naravo, te posebne svetlobe v tak malo impresionističnem stilu. Predvsem me zanima res ta svetloba in sence in tu probam ujeti tiste najlepše trenutke. Župana veseli, da so s tem dali prostor tudi kulturi. Smo otvorili hkrati z objektom prvenstveno tudi ta osrednji prostor galerija. Tako da ta je nekako osrednji prostor, kjer se bo po mojem mnenju največ dogajalo. Obiskovalci imajo priložnost razstavo obiskati vse do sredine aprila, potem pa bodo seveda nestrpno pričakovali naslednjo. Razstava bo odprta do 15. aprila, potem pa seveda sledi nova, ki še zdaj v tem trenutku nismo se še odločili kaj, zato ker je treba se vsesti dol in potem narediti neko strategijo galerije, kako se profilirati kot galerija, kaj bomo pokrivali. Kreativni center Breg je sicer od zdaj naprej odprt za javnost ob sredah med 14. in 17. uro, ter ob sobotah med 10. in 13. uro.
V občini Destrnik urejajo optiko, javno razsvetljavo v vasi Svetinci, v Desencih so javno razsvetljavo že zamenjali. Županja pa nam je povedala, kje se bodo še lotili del. V zaselku Zagaj v vasi Svetinci, ki spada v občino Destrnik, med zimo polagajo optiko, obnavljajo javno razsvetljavo in še kaj. Koncu lanskega leta smo sprejeli rebalans, z večino svetnikov tudi to potrdilo in sicer pristopili smo k izgradnji javne razsvetljave v vasi Svetinci. To pa je bil tudi razlog za to, ker smo k sočasni gradnji uspeli takrat priklicati oziroma pridobiti podjetje T2, ki je pristopilo k gradnji optičnega omrežja v tej vasi, kjer še predzadnja vas, kjer še to ni zgrajeno, in pa podjetje Elektro Maribor k temu, da so pristopili k izgradnji elektrike v zemeljsko elektriko. Prav zaradi tega, da teren ne bi bil večkrat razkopan in da ne bi imeli več stroškov, so se uskladili z drugimi. Posod, karkoli od infrastrukture gradimo, občina pristopi, takrat obvestimo druge upravljalce oziroma tiste, ki imajo kakršnekoli inštalacije, da tudi pristopijo k morebitni izboljšavi v naših krajih. Na gradbišču so lahko delali tudi zdaj v zimskih mesecih, saj jim je vreme bilo naklonjeno. Imeli smo srečo, letošnja zima je bila v večini mila in so gradnje na vseh treh stvareh, to se pravi javni razsvetljavi, optičnem omrežju in pa elektroomrežju, potekale bistvo skoraj čez zimo. Spremembe pa bodo ob koncu vidne ne samo na cestišču, ampak tudi ob zemljišču zraven ceste, saj ne bo več drogov. Vsa ta napeljava, tako kot sem že prej povedala, bo zemeljska, tako optika, javna razsvetljava kot elektroomrežje, in to je v bistvu tudi velika pridobitev za tiste, ki tukaj živijo oziroma za lastnike zemljišč. Kar se tiče elektroomrežja, bo odstranjenih cirka 80 drogov po dvoriščih, travnikih, njivah in podobno. Cesta pa bo tudi povrnjena v staro stanje. Podizvajalec, ki dela gradbena dela izvaja zelo solidno, tako kot tukaj vidimo, zelo dobro poskrbi tudi za javno infrastrukturo in pa za zemljišča, po katerih kopljemo. Dela pa delajo tudi na drugem delu Svetincev, blizu kapelice. To so se dela pravzaprav pričela lani v jeseni. Elektrifikacija je končana, optično omrežje je končano, ravno včeraj so že potencialni uporabniki podpisovali pogodbe z podjetjem T2. Vidimo, da so kandelabre tudi že postavljene, ureja se odjemno mesto, priklop bo izveden v kratkem. Lotili so se tudi obnavljanja vaške kapele. K rekonstrukciji oziroma popravilu pristopi vaški odbor. Občina Destrnik vsako leto namenja določena sredstva v proračunu za vaške odbore. Imamo 16 vaških odborov, porazdelimo sredstva po določenem ključu in vaški odbor v vasi, kjer se nahajamo, se je odločil, da bo za sredstvi med drugim tudi pristopil k obnovi kapele. Občina je, pridobili so si ponudbe za izvajalca, za material, občina je to priskrbela in pripeljala, zdaj pa so oni na potezi. V Desencih pa so samo zamenjali svetilke. Iz lesenih drogov smo prišli na kovinske kandelabre, napeljava pa je že bila izvedena oziroma izgrajena v zemljo. Izbrali so moderne, kakovostne LED svetilke. Optiko imajo v tem delu že narejeno. Občina bo skoraj v celoti pokrita z optičnim omrežjem, samo v tem mandatu, to se pravi v dobrem letu dni, smo izgradili cirka oziroma izvajalec, investitor T2 je izgradil več kot 12 km optičnega omrežja. Prej smo se nahajali v vasi Svetinci, kjer se ta vas zaključuje, sledi še zadnja vas, to se pravi Zasade, kjer je kilometre približno izvedbe, vključno za priključke. Potem pa pridejo na vrsto še manjši zaselki, kjer optika še ni bila narejena. Sedaj pa še na Ptuju. Včeraj zvečer so na slavnostni prireditvi počastili najboljše športnike, športnice in športne ekipe minulega leta v mestni občini Ptuj. Kdo je bil najboljši, pa preverite v prispevku. Metalec diska Kristjan Čeh in odbojkarica Nika Milošič sta bila izbrana za športnika 2023 v mestni občini Ptuj. Čeh je za seboj pustil šprinterja na 100 metrov, Čurina Prapotnika ter judoista Luko Perkoviča. Trudim se, da sem vsako leto vsaj na isti nivoju, kot sem v prejšnje leto ali še boljši, tako da še bom s tem nadaljeval, tako da upam, da še bom dal par naslovov zraven. Kako pa Kristjan Čeh gleda na sezono v preteklem letu, v letu 2023? Je bila kar na konstantni ravni, naredil sem najdaljši met, osebni rekord 1,67, kot je četrti rezultat z teh časov. Tako da na nek način je bila dobra z daljavami,
ampak malo nesrečna z mesti, kaj je že 70 na svetovnem mestu in na svetovnem prvenstvu si druge, se ne zgodi vsak dan. Tako da upam, da potem 2024 zdaj je malo boljša, kot je bilo lansko leto. Nika Milošič je naslov športnice leta osvojila pred sedmerobojko Majo Bedrač in strelko Majdo Ravšl. Čutki so res nepopisni, res sem zelo vesela, zato ker kljub temu, da sem mlada, da sem komaj stara 18 let in da nisem več na Ptuju in da me še vedno spremljate, mi res veliko pomeni. Takšna nagrada je res neka potrditev dobrega dela in da sem na pravi poti. Kegljač Boris Premzl je dobil nagrado za življenjsko delo na področju športa. Najboljša ekipa je bila Strelski klub Ptuj, najboljša ženska zasedba pa rokometni klub Žiher hiše Ptuj Ormož. Vsako leto, zdaj tretje leto, kaj sem sedaj na Ptuju, ko prejemamo te nagrade, smo za ekipo zelo vesele, da nam nekega dodatnega zagona, da na igrišču lažje odigramo in se v celoti tudi potrudimo bolj. Športnica leta ima zgolj 18 let in že osvaja uspehe. Pravi, da se je v odbojki res našla. Mislim, ljubezen do športa je vedno bila, ampak nisem vedela, v katerem športu bom. In potem sem odbojko začela trenirati čisto naključno. Moram priznati, da mi na začetku ni bilo všeč, ni mi bilo najljubše. Na prvih 2 treningih sem prišla domov, sem se kar zjokala, sem tako ne bom več. Ampak danes pa moram reči, da mi ni žal, da takrat nisem obupala, da sem še vedno vztrajala, ker res danes ne je bilo tu, kjer sem, pa tudi imela sem veliko podpore strani trenerjev iz družine. Tako da ja, mislim, da je moja ljubezen do odbojke vsak dan večja, da mislim, da se ne naveličam, da se vsak dan spomnim, zakaj to delam, da rada to delam in da preprosto uživam v tem športu. Atlet Kristjan Čeh pa sicer tudi pozimi ne počiva. A kako pa so se odvijale priprave na letošnjo sezono? Jaz pozimi sem začel oktobra z pripravami, že s treningi. Potem smo šli januarja, februarja 5 tednov na Tenerife, kjer smo lahko seveda prvič tudi od zunaj metali. Prvi sem tudi metal 2-kilometrski disk, moj tekmovalni disk. Potem seveda zdaj je bila v dvorani v Berlinu tekma, kaj je neuradno v dvorani disk, ampak so naredili, malo drugače je. Tako da še me čaka v petek še ena dvoranska, potem je to za zimsko sezono. Potem pa spet maja naprej. Atletski vrhunec so letos gotovo olimpijske igre, kot pri pravzaprav večini športnikov. Čeh se zaveda svojih sposobnosti in cilja visoko. Mislim, težko rečem, kam gre ciljna mesta, ampak vseeno rezultatsko si želim imeti čez 70 metrov. Vem, da sem sposoben, bom sposoben, kajti bomo se dobro pripravili na 2 tekme na evropsko in na olimpijske, da bom vrgel seveda čez 70. Mesto pa bomo videli, kak je. Kajti vemo, čez 70, če vržeš, ni več zagotovljeno prvo mesto. Tako da ja, vsem dali od sebe seveda in se dobro pripravljajo. Seveda športne sanje, seveda so olimpijska medalja, sanje so zlate medalje. Tako da ja, sigurno priložnost imam letos, prvo bom jo zagrabiti in se seveda pripraviti na to. Na podelitvi na Ptuju sta najboljšim čestitali tudi županja in direktorica javnega zavoda Ptuj, ter se jim zahvalili za njihove uspehe in s tem promocijo Ptuja. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Občina Selnica ob Dravi je že v mesecu januarju objavila javni razpis za podelitev priznanj za leto 2023. Kot so pozvali na občini, morajo le-ti prispeti na občino do 1. marca 2024 do 12. ure s pripisom za priznanje. Sicer pa ostanite v naši družbi še naprej, kajti nocoj ob 20. v živo poteka oddaja Vzhodna, tokrat na temo huliganizem ali navijanje na nogometnih tekmah. Aktualno dogajanje pa sicer spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.